Odlično. Pozdravljam, gospa Rosvita Pesek. Živjo. Ne bom vas na dolgo in široko predstavljal, verjamem, da vas vsi precej poznamo, pa smo navajeni vas gledati. Bi vas kar vprašal. Bodite pripravljeni, tako se skavti pozdravljamo. Pa me zanima, kaj za vas pomeni biti pripravljena? Biti pripravljena zame pomeni, da grem recimo 100% pripravljeno v studio na pogovor zvečer v Odmevih. Odlično. Imate radi naravo? Slišal oziroma videl sem, da radi tečete, pa me zanima, kaj vam pomeni narava? Ne se ne sliši tendenciozno, ampak vse, kar domislim, vse, kar spravim na papir, kjer morajo biti neke teze, neka duhovna energija, nastane v naravi, ne? Na nekem teku, na nekem sprehodu. To je končno prostor, kjer odklopiš vse druge zvoke, kot so mobilni, radijski, televizijski in ostali, in si v bistvu sam s seboj in zvoki iz narave. Zato je meni to najbolj sproščujoči način dneva, ampak žal je teh dni, ko bi lahko samo z naravo živela, premalo. To imate skavti več sreče, ker si vse vzamete v počitnicah, pa se družite, pa ste skupaj, pa tako naprej. Moramo vzeti čas. Kaj bi izbrali, muzej ali knjigo? Knjigo. Zakaj pa novinarstvo? Ste že kot otrok mogoče želeli postati novinarica ali... Ne, kot otrok sem hotela biti igralka, pa tega nisem upala doma povedati, ker je to bilo tako pregrešno, ne. Igralstvo niso razumeli kot neki resen poklic in nekako najbližje AGRFT-ju je bil takratni FSPN, novinarstvo, pri čemer sem mislila, da bom glasbena redaktorica na kakšni radijski postaji, pa me pa na televizijo zanesla. Odlično. Lahko bi rekli, da je novinarstvo na nek način tudi aktivno državljanstvo, verjetno se strinjate z mano, pa me zanima, kaj aktivno državljanstvo pomeni po vaše in zakaj je dobro, da smo aktivni državljani. Veste, ne vem, če smo... Je majčken konflikta med tem aktivnim državljanom in novinarjem, ne? Novinar je vendarle tisti, ki išče slabe zgodbe, ne? Novinar je vendarle tisti, ki velikokrat, kako naj rečem, grdo vleče čreva na plan, ne? In še marsikakšno zgodbo velikokrat tudi še bolj usodno naredi, kot morebiti je, ne? In morebiti v tem smislu sta si novinarstvo in aktivno državljanstvo na nek način voprekija, ne? Ker pač vsak dan dokazujemo in opozarjamo na to, kje so vse pasti našega bitja in žitja kot državljanov neke države, kaj vse se v tej skupnosti dela narobe. Po drugi strani pa s temi napakami ravno spodbujamo tudi to, da se to, kar v državi je narobe, popravi, da se zberejo neke energije, da se nekje reče tudi dovolj je, da se premiki naredijo, ne nazadnje se je celotna zgodba o demokratizaciji in osamosvojitvi, o kateri smo se pogovarjali danes, ne, neko aktivno bivanje in žitje teh ljudi, ki so takrat odšli na Roško, pa na zborovanja, pa na volitve, pa na plebiscit in tako naprej, so neko svojo aktivno držo pokazali do dogodkov, ki so se takrat pač odvijali. Ste avtorica knjige, oziroma večjih knjig, polnih zgodovinskih dejstev. Pa me zanima, če se vam zdi, da jih Slovenci dovolj poznamo. Recimo dejstva o osamosvojitvi Slovenije. Jaz bi tako rekla, da se to znanje z starostjo izredno povečuje. Tisti, ki imajo izkušnjo, ki so imeli srečo, da so že živeli ta čas, ne, da so bili stari, ne vem, 10-15 let, že ko je nastajala ta slovenska država, so verjetno polni spominov, polni nekih zgodb, vsi se spominjajo kakšnih zaklonišč, kakšnih preletov helikopterjev, kakšnih odhodov na plebiscit, pa na volitve, ne, ali pa vse starši potem veliko povedo. Težavo pa vidim pri tistih, ki so danes stari 15 ali pa 20 let, ki so padli v tisti vakuum, ki traja nekako še danes, ko šolski sistem te državne vzgoje ali pa vzgoje za aktivnega državljana še ni zagrabil z vsemi rokami, v bistvu je sploh ni, ne, in nam zelo malo pove o nastanku te Slovenije, pa o tem, kdo smo in kaj smo.
Tako da se mi zdi, da starejši imajo seveda ene krasne spomine in so bili eni krasni sopotniki temu procesu, mlajši ste pa nekoliko prikrajšani. Zakaj misliti s svojo glavo? Zato, ker je vsak človek zase svet, čuden svetov in lep, kot zvezda na nebu. Vsak tiho zori počasi in sleti. A kamorkoli že greš, vse poti je treba na novo začeti. To je rekel? Pavček. Naj bo to kompliment za vas. Vi ste, se mi zdi, da vedno in še vedno mislite s svojo glavo. S tem pa so vedno povezani neki očitki ali pa kakšne take... Včasih malo težko, ja. Kako se s tem spopadate? Se obremenjujete z mnenjem drugih? Kakšen ruporud, kakšno slabo spanje, kakšni malo bolj prijazni trenutki z družino, ki deli vse te moje tegobe. Ampak, saj veste, kar te ne ubijete, dvigne, ne? In vseeno teh stvari vendarle ni toliko, da se tega ne bi dalo prenesti. Vse pa včasih še pošteno razjedim, tako čisto poštajersko. Bral sem, pa tudi povedali ste prej, da ste plesali folkloro, povedali ste tudi, da ste se s čim ste se še ukvarjali? Radioamaterstvo. Tega danes praktično ne poznate več, ker vsi stike drugače spostavljate. Ja, res, ja. Kaj vi mislite o mladinskih organizacijah? Kot recimo skavtih. Jaz odkrito povem skavtov nisem poznala. Nisem bila nikoli na nobenem takem srečanju z njimi, kot sem bila nocoj z vami. Jaz sem danes prvič slišala skavtsko himno pri mojih 51 letih. Prvič sem slišala, da zraven zapojate tudi slovensko himno. Poznala sem sicer vaše uniforme, ampak tisto, kar me je navdalo, je bilo to, da imate nek poseben občutek, se mi zdi, do Slovenije, pa do države, morebiti je to povezano z naravo, ker ste taki ljubitelji te zemlje in tega koščka sveta. In moram kar reči, da ste ena posebna sorta mladih. Ne? Imate tiste, ki jih čist nič ne zanima, ne? Pri vas sem pa zaznala nek interes, nenazadnje ste vsi vzdržali celi 2 uri, pa še neki čez in se mi zdi, da gojite tiste vrednote, ki bi bile za slovensko mladino zelo pomembne. Ste zelo uspešni, tega ne moramo zanikati, vaše delo je visoko cenjeno, vabimo in vabijo vas na predavanja. Konec koncev po vas so pomenovali frizuro, sem slišal. Katere lastnosti mora imeti recimo en nasvet našemu kakemu mlademu skautu, da lahko postane uspešen? Ja, najprej bi jaz rekla, da mora dobro razumeti samega sebe. Torej, pri sebi mora vedeti, kaj si želi, kaj je njegov cilj in k čemu bo stremel. Če se večino ljudi v letu zbudiš in ne veš, kam bi sam s sabo, pol teh ciljev nimaš dobro postavljenih. Meni se zdi, da imate mladi danes toliko energije, toliko volje in še zmeraj toliko podpore staršev, ker smo starši vsi zaljubljeni v vas, da zmorete veliko več, kot so zmogle prejšnje generacije. Če so cilji jasni, hotenja prava, talenti, ki se nekaj priučijo, nekaj jih imamo in smo jih prinesli na ta svet, potem skoraj da ni previsokih gora, potem se vse povsod da priti z vztrajnostjo, trdno voljo, pogumom, prijatelji, ki te spodbujajo. Vztrajnost, torej, ne, si pravijo. Kaj pa sreča? Danes lahko povsod slišimo, kaj še nam manjka, kaj potrebujemo, da bomo srečni oziroma srečnejši, pa me zanima, kaj pa imamo danes tukaj, da smo lahko srečni? Katere so stvari, recimo, ki vas osrečujejo? Jaz mislim, da Slovenci živimo na najlepšem koščku sveta. In če je kaj res od Cankarja, ne, je to, da ko je talal ta čudesa, nekdo nad nami, da je najlepši kos vrgel sem. Ker tako krasne narave, tako krasnega podnebja in tako čudovitih ljudi, ko prideš k njim in ko se z njimi srečaš in pogovoriš ob kozarcu vode ali pa ob litru vina, toliko ene veselosti
tudi ene življenjske radosti, kot je premoremo Slovenci, jaz si ne vidim. In drugje, pa tudi še nekaj. Kamorkoli po svetu greš, ko zaokroži letalo nad tem našim Brnikom, ko greš čez tisti Triglav pa čez Julice, meni se zdi, da se šele takrat zavedamo, kaj imamo, kje smo in da v bistvu smo poželi in vzeli vse blagodati tega sveta prav mi. Poleg tega pa smo se še kot ena malenkost, tamle 2-milijonska, dokopali do svoje države. Meni se to zdi ena posebna milost zgodovine naših generacij, ki je to vse doživela, da ne govorimo o vsem tem, kar so nam kulturniki pustili, umetniki pustili, nimamo se česa sramovati, smo večji kot marsikateri drug narod v naši okolici. Kaj pa sreča kot nekaj, kar vas osrečuje? Zdaj ste našteli naravo, našteli ste kulturo, mogoče zgodovino, to nas verjetno vse osrečuje, samo vedno rabimo še kaj. Kje najdete svojo srečo? Če bi mogli iti iskat, kam bi šli iskat srečo? Domov. Da bi bili srečni še naprej, vam želim najlepša hvala. Hvala tudi vam. Hvala. Mi je bilo veselje, res. Srečno s skautom.